Sem že mislil, da smo končali s pici dramami za nekaj časa, ampak zgleda sem mislil narobe. Ker iz neke odmevne, ampak lokalizirane kriminalne drame smo zdaj prišli na dramo, ki bi lahko spremenila izid naslednjih volitev. In glavni akter je nekako spet Pici. Začelo se je z zapletom, kjer je Picijev sorodnik, podobno kot več ali manj vsak, ki ga poskusi, imel neprijetno izkušnjo z slovenskim javnim zdravstvom. No, pol sem ugotovil, da je tega ogromno in da so se čakalne vrste očitno res samo podaljšale. In ko sem izpostavil ta problem in želel tudi odgovore strani Goloba in potem, ker se mu ni dal pisati, ker ga nisem mogel kontaktirati, ker je imel zaklenjen sporočila za javnost, ne, sem pol pisal še njegovi Tini, njegovi boljši polovici. In ona tudi ni odgovarjala nič. To mi je malo smešno, moram priznati, da greš pisati predsedniku vlade, ker ima tvoj stric pritožbo čez zdravstvo in si pol začuden, da ti ne odgovori. Sej nima veze samo afero, ampak malo mi je smešno si predstavljati nekoga. Predsedniku vlade sem pisal na Twitter, kaj je z javnim zdravstvom in mi ni odgovoril. Kdo si misli, da je? No, ampak prava afera se tu komaj začne. No, potem se pa pojavlja ta anketa, ne, če se ljudje sploh počutijo svobodni, in sem pač jaz preusmeril svoje sledilce na to anketo in jih vprašal, se vi tudi počutite svobodne. In je pač anketa pokazala, kar je pokazala. Ja, Svoboda je imela katastrofalno idejo dati anketo ven na internet, če se ljudje počutijo svobodni. Kako dan danes folk še vedno ne šteka, da je to obupna ideja? To je vabilo za trole in za hejterje, da ti sabotirajo tvoj lasten PR projekt. Poleg tega je treba omeniti, da je nekdo še plačal neke fake profile, da glasujejo na tej anketi, da niso svobodni, kar je, če vprašate mene, verjetno bil nek njihov politični nasprotnik, ki jim je hotel malo ponagajati. No, in reakcija na ta neverjetno minorni dogodek iz strani Svobode je bila fenomenalna. Dejansko piše 4 oziroma 5 AM, da se je začel napad na oba profila, se pravi tudi na Svobodo. In to je bilo prnamelo pa 1-2 popoldne, ko smo pa ugotovili. Nobenih slovenskih sledilcev ni noter, oziroma imena, ki so, lahko jih pa tako preberem, nekaj tisoč jih je v eni uri. Mehdat Razavi, Bovšeri Reza, Razadehat Nazanin, Behnas Esfahani. Jaz sem prepričan, da bo vse razkrito. Gre pa za napad, ki so ga doživele druge države v volilnih kampanjah. Tisto, kar lahko sporočim vsem tem, ki so bili naročniki. Cela Evropa je bila pripravljena, da boste kaj takega poskusili, in zato vem, da boste za to tudi odgovarjali. Oni to neko minorno zadevo razkličejo za kibernetski napad. Neke bote, ki so glasovali v eni brezvezni internetni anketi, obravnavajo kot poskus vdora v jedrsko elektrarno. Cela Evropa je bila pripravljena, da sta nam neko minimalno PR anketo prevesli rahlo proti nam. Kladivo pravice bo udarilo po vas. Udarilo za kaj? Koliko točno je kazen v Sloveniji za sabotiranje PR ankete? 2 do 3 mesece Facebook zapora? Pa ta tip, ki bere imena vmes. Nazanin, Behnaz, to ni pravo slovensko ime. Taka imena ne sodijo k nam. Naenkrat izpadejo večji ksenofobi od Jelinčiča. Pač kaj the fuck? Kdo jim svetuje, kako shendlati te afere? Kaj, Borut iz pomena imen? No, ampak tudi to, čeprav je res totalen strel v koleno, ne bi dobilo odmevnosti, ko je, če ne bi prišlo do glavnega incidenta te zgodbe. Picija aretirajo. Pa ne dotikaj se mene, ti! Ne dotikaj se mene, ne dotikaj se mene. Ne bom. Ne bom. Ja, posnetek tukaj ni neki ful preveč jasen, ampak v glavnem, aretirali so ga, ko se je vrnil iz Dubaja, preden je bilo to kul, zaradi obtožbe poskusa izsiljevanja odvetnika iz prejšnje Pici drame.
Če ne veste, o čem govorim, bo link nekje okoli. Da se bo ta aretacija zgodila, pa Pici trdi, da je vedel tudi vnaprej. V bistvu, tako je bilo jaz, preden sem sploh se usedel na letalo, jaz sem to že vedel. Jaz bi lahko punco svojo poslal s tem letom nazaj. In se usedel na drug avion, šel recimo za Zagreb. Kar niti ne razumem, kaj ima to zares veze s čimerkoli, razen da še enkrat poudari, kako on vse ve in kakšen car je. Ampak so mu pa naredili skupaj z aretacijo tudi hišno preiskavo, kjer so mu poleg full elektronske opreme zasegli tudi orožje in droge. Kar Pici komentira tako. Kaj, nek kos orožja, ki sem ga dobil za darilo, ki sploh ni uporaben, pa je ležal tam kar na mizi, ker mi je bilo vseeno za njega. Pa nek zvitek marihuane, ki se kdaj montirajo videi pri meni, pa kdaj kdo se rad sprosti, pa skadi kak joint, ampak... In to zveni smiselno, ker če bi mu našli neko dejansko delujoče orožje in ali večje količine neke ilegalne substance, verjetno ne bi bil zdaj odzunaj in o tem razlagal. Kar pa pri tej aretaciji je sumljivo, je timing. Aretirali so ga točno potem, ko se je zgodila celotna ta afera z anketo in seveda začelo se je govoriti, da so te dve stvari povezane. Tudi moja neuradna interna, vir moj mi je povedal, no, da je direktno gospod Robert Golob dal navodilo tismu Muženiču, ali kaj je temu, ne Muženiču, direktorju NPU-ja, da navodilo, da treba poskrbeti za mene in to je to. In tukaj smo pa na polno v področju čiste špekulacije. Piciju je anonimen vir povedal, da je dogodek sprožil Golob, kar ne zahteva samo, da zaupamo Piciju, ampak še kar neki tretji osebi, ki sploh nimamo pojma, kdo je. Tudi to, da je policija nenavadno hitro šla v akcijo. Ne vem, koliko je zares nenavadno v takih primerih. Kaj, če prijaviš poskus izsiljevanja, ponovadi prvo počakajo par mesecev, ali kaj? In potem je še to, da če je res prišel pritisk na policijo, da se to čim prej zgodi, ni nujno, da je zatem vlada, ker Pici je konec koncev v sporu z odvetnikom. Tako da ne bi bilo neki zares čudno, da ima on neke veze v pravosodju in je malo pritisnil. No, ampak Pici tukaj trdi, da to ni prava razlaga. A vi res verjamete, da bi za tem lahko stala aktualna stranka, ki vlada? Ne, to ni res, ker name se je odvetnik spravil civilno in to mi že rešujemo, to je že v fazi reševanja, mi smo poslali odgovor in tako naprej. Kar vse verjamem, ampak sej se ne izključuje, da poleg civilne tožbe daš tudi kriminalno prijavo. To je možno oboje hkrati. Zakaj ta odvetnik, ki ga Pici obtožuje pedofilije, ne bi uporabil vse, kar lahko proti njemu? Kaj, ker je tako dobra oseba? In pa še ena stvar, ki je nihče ni omenil. Če bi ga vlada hotla imeti v zaporu, potem zakaj so ga spustili? Če lahko ukažejo policiji, da naj ga prime, pol zakaj jim ne rečejo, da naj mu še pustijo na mizi eno vrečko tistega, o čemer je Tina pisala diplomo, in pol so: opala, zdaj pa te moramo pridržati vsaj do 22. In pa še zadnji razlog, zakaj se mi to zdi malo verjetno, je, da bi to bila največja PR napaka, kar sem jih kadarkoli videl. Imajo že slabo PR situacijo in oni grejo metati še več pozornosti na njo. To je malo kot da bi rekel: v kuhinji gori, prinesi mi eno posodo z vodo. Ne, požara v kuhinji ne smeš gasiti z vodo, vzemi ta bencin. Čeprav, okej, takšno glupost, ko so naredili s tistim kibernetskim napadom, glejte, mogoče pa ni čisto nepredstavljivo. Ampak iskreno, meni se zaenkrat zdi malo verjetno, da je vlada za vsem skupaj. Bomo videli, kaj pride naprej v prihodnosti, ampak do zdaj me dokazi niso prepričali. No, ampak to ni vse, kar se je zgodilo, ker Pici je zdaj zanetil prepir še z inštitutom 8. marec. Ja, mojimi prijateljicami. Repić napadel Niko Kovač. Ne spet!
V torek je spletni vplivnež s težko kriminalno preteklostjo Aleksandar Repić začel objavljati manipulacije in laži v zvezi s primerom Fotopub, ki so namenjene diskreditaciji inštituta 8. marec in Nike. Tukaj je Picijeva kriminalna preteklost drugače čisto nepomembna in to, da jo zdaj tle omenjajo, je ironično jasen poskus diskreditacije njega od njih. Pa ne pravim, da so si karkoli izmislile, ampak to je malo, kot da očitaš punci, da porabi preveč denarja na oblekah in ona ti odgovori: jaz vsaj ne igram igric cele dneve. Malo mi zveni, kot da poskušaš preusmeriti pogovor iz oblek. Vse te diskreditacije niso nove, v preteklosti jih je že širil SDS, včeraj pa jih je Janez Janša osebno veselo delil. In takoj, ko so objave postale javne, se je sprožil medijski aparat SDS. Očitno je bilo vse lepo splanirano in usklajeno. Ne, to niti približno ni nujno. Mislim, ne me razumeti narobe, ker SDS trenutno obožuje Picija. Ampak čisto verjetno je, da so samo pograbili priložnost za napast na nasprotno stran. Sem 100% siguren, da kdorkoli vpliven bi objavil nekaj, kar jim gre na roko, bi ga zdaj podprli, kolikor je človeško možno. Pač, ta vsi, ki me ne marajo, so Janša, je več kot očiten poskus, da rečeš: ne ga poslušat, on ni naš. Potem zanimiv mi je bil tudi ta zapis Mance G. Renko, ki je, če jo kdo ne pozna, bivša od Mesca. Aleksandar Repić, aka Pici, aka Ne pridi prav, ki se je pred temi volitvami silovito politično angažiral in ki preko svoje Instagram platforme s pomočjo medijev, ki ga povzemajo in gostijo, nagovarja tisoče ljudi, se je v ponedeljek odločil, da bo sledilcem pojasnil afero Fotopub. In to predvsem preko teorije zarote, ki pravi, da je z afero povezana stranka Levica. Naj na kratko povzamem. Vse, kar je Repić povedal o Fotopubu, je samo povzetek člankov desničarskih medijev, predvsem Nove24. Kako to vem? Ker ne samo, da me je Repić omenil, objavil je tudi več mojih fotografij, ter s tem povzročil, da sem 2 dni v inbox in na mail dobivala nasilna sporočila agresivnih moških, ki so mi pisali, da sem prasica. To zgleda res. Stvari, ki jih je Pici objavil, so že leta prej objavili različni desni mediji, kar seveda ne pomeni, da karkoli od tega ne drži. Ampak samo da ne zgleda, kot da bi bila tukaj neka nova odkritja v igri. Kaj je pri vsem tu najbolj noro? Da na fotografiji z otvoritve razstave v Fotopubu, ki jo je pred 5 leti objavila Nova24 in dopisala, da sem na njej jaz, sploh nisem jaz. Jaz nikoli ne bi šla na tisto razstavo in nikoli ne bi obula takšnih škornjev. Okej, to moram priznati, da je najbolj smešna obramba, kar sem jih slišal v življenju. To že nisem jaz, v takih škornjih me ne dobite mrtve. Eno je, da me povezujete s spolnimi prestopniki, ampak z modo od predlani je pa korak preveč. Pač, kaj? Pa sej ne pravim, sej možno, da ni ona, ker iz te slike se res ne razume, ampak pač wow! Repić je ponovno objavil to fotografijo in rekel, da sem na njej jaz. Že leta 2021 sem sicer povedala, da na fotografiji nisem jaz. Skratka, Repić svojim sledilcem veliko govori o tem, kako raziskuje, bere dokumente, se pogovarja s pričami, ampak kar v resnici dela je, da obnavlja članke z Nova24. Je politični agent. Zdaj, spet, to niti približno ni nujno. Tudi če privzamemo, da to res ni ona na fotografiji, je lahko samo šlampast. Ker to, da raziskuje Fotopub, ni lih neki skregano s tem, kar je počel zadnje čase. In pa, gremo biti iskreni, Fotopub je fascinantna afera. Kljub temu, da ga je več punc prijavilo, je Smodej še vedno na prostosti in malo dvomim, da bi se isto zgodilo, če bi prijavili nekega vaškega Frančka. Ta drugi, vpleten v afero, je takoj, ko je prišla ven, naredil to, kar na YouTubu ne smem omenjati. Res je ena od tistih zgodb, ki te preprosto povleče notri.
Ampak, kar se mi zdi pri tej aferi najbolj fascinantno, je pa mreža nepričakovanih političnih povezav, ki se je zaradi nje spletla. Pici se skrega s Svobodo in ker je SDS tudi proti njej, naenkrat postanejo bestiči. In to, čeprav je Pici kolega z Zlatkotom, ki pa je za Svobodo in sovraži SDS. In pol se Pici skrega še z 8. marcem, ki so tudi prijatelji Svobodo in isto skregani z SDS-om. In s Čaletom Saletom, s katerim so hkrati skregani Pici in Zlatko. Pač nastala je ena ogromna zmešnjava alians in sovraštev, kjer je edina skupna točka to, da res noben ne mara Čaleta Saleta. Res noro je in sploh ne znam napovedati, kam bo šlo to dalje. Ampak pač spremljam, ker kolikor si lahko folk govori, meni ni všeč drama. Vem, da ti je všeč. To mogoče ni zvenelo lih najboljše, takoj po Fotopubu. Ampak to je bilo tudi vse za danes. Lajkajte ta video, če se vam zdi, da sem v njem bil nepristranski. In naročite se na kanal, če nočete, da kdo vas priklene na radiator. Ajde folk, se gledamo. Čau!